Lepo pozdravljeni. Govorila bomo o našem akcijskem načrtu, ki sodi v okvirje programa NUK zelena knjižnica. Opazili smo, da trajnostni in zeleni vidiki danes vse bolj vstopajo v področje knjižničarstva, zato vam predstavljam delo, ki ga na tem področju v NUK-u razvijamo. Naš akcijski načrt programa NUK zelena knjižnica v bistvu razumemo kot neke vrste izvedbeni okvir, s katerim trajnostnost postopno postaja način delovanja nacionalne knjižnice. Ne v bistvu kot neke vrste enkraten projekt, ampak je to pravzaprav mišljeno kot sistemska sprememba. Pri tem pa izhajamo iz tega, da je razumevanje trajnostnega razvoja nekako sinhronizirano s tistim, kot ga opredeljuje Agenda Združenih narodov 2030, ki v 2. členu uvodne deklaracije zapisujejo zavezo k doseganju trajnostnega razvoja v ekonomski, socialni in okoljski razsežnosti na nek način uravnoteženo in celovito. To je bila v bistvu tudi naša iztočnica in na tej osnovi akcijski načrt prav zaradi tega ne obravnava samo okoljskih ukrepov, povezuje dostopnost, ohranjanje znanja, razvoj storitev in merljivo spremljanje napredka v letu 2026. Program NUK zelena knjižnica trajnostno razume kot nekaj, kar mora prežemati vsakdanje delovanje knjižnice, zato je rdeča nit našega programa univerzalni dostop. To pomeni dostop na enak način vsem vrstam uporabnikov do znanja, storitev, prostora in nenazadnje tudi prihodnosti. V tem okviru povezujemo okoljske, družbene, izobraževalne in upravljavske vidike, znanje pa razumemo kot temeljni pogoj za uresničevanje Agende 2030. Tudi IFLA, ki je naš drugi vir poleg Združenih narodov in UNESCO, zelene in trajnostne knjižnice ne opredeljuje samo skozi okoljski vidik, ampak v ospredje postavlja dejansko izobraževanje, pismenost, dostop do informacij in družbeno vključenost. In mislim, da je to pomembno poudariti, zato ker ne gre samo za širitev koncepta trajnosti, ampak za njegovo pravo razumevanje in v bistvu življenje trajnosti. Preden preidemo k posameznim sklopom, bi se za trenutek ustavila pri tem modelu, ker predstavlja naše konceptualno izhodišče celotnega programa. Trajnostno znanje je v središču namerno, ne kot dodaten 4. steber ob okoljskem, družbenem in ekonomskem, ampak kot vez, ki vse tri povezuje, podpira in prežema. Namreč brez znanja okoljski prehod postane zgolj tehnična naloga, družbena vključenost hitro postane samo deklaracija in brez znanja tudi upravljanje nima resne podlage za odločanje in ima smisel. Zato NUK svoje poslanstvo razume zelo konkretno. Ne samo hraniti znanje, ampak ga narediti dostopno, preverljivo in uporabno. Zato v tem okviru skupni model povezuje 4 področja, poleg 3 stebrov Združenih narodov smo dodali še 4. steber, to je znanje in integriteto. In naše trajnostno znanje ostaja v središču in prevzema vse ostale ravni delovanja. Tako od infrastrukture kot do digitalnih storitev, od raziskovalne podpore do uporabniške izkušnje. To je naš 1. steber, okoljski. Usmerjen je predvsem v zmanjševanje okoljskega odtisa NUK. V ospredju so energija, voda, materiali, IKT oprema in ravnanje z odpadki. Ključni premik, ki ga načrt uvaja, je prehod od splošnega zaznavanja porabe k dejanskemu merjenju. To pomeni, da ločeno spremljamo porabo, odpravljamo skrite porabnike in vključujemo metodologije LCC in LCA pri vseh naših prihodnjih investicijah.
To v bistvu ni samo tehnična nadgradnja, ampak gre v bistvu pravzaprav za spremembo v načinu, kako institucija uporablja lastne vire. Zato akcijski načrt vključuje tudi konkretne kazalnike spremljanja porabe, emisij in učinkovitosti ukrepov, saj želimo napredek spremljati merljivo in dolgoročno. Drugi steber, družbena trajnostnost, postavlja NUK kot vključujoč prostor znanja za različne skupnosti uporabnikov. Ukrepi vključujejo razvoj storitev, prilagojenih dejanskim potrebam uporabnikov, preoblikovanje prostorov za različne načine dela ter krepitev informacijskih, digitalnih, podatkovnih in trajnostnostnih pismenosti. Posebna pozornost pri nas pa je namenjena fizični in digitalni dostopnosti, ker dostopnost ni samo zgolj dodatna ugodnost, je pravzaprav osnovni pogoj za enakopravno sodelovanje pri znanju. Tudi tukaj smo opredelili merljive cilje, predvsem na področju dostopnosti, vključevanju uporabnikov ter razvoju kompetenc. Ta sklop razvija NUK kot zanesljivo infrastrukturo znanja. V ospredju so načela FAIR, odgovorno ravnanje s podatki, raziskovalnimi podatki, odprta znanost in dostop do digitaliziranega gradiva. Znanje tukaj ni razumljeno samo kot vsebina, ampak kot preverljiv, odgovorno upravljan in posebno ponovno uporaben vir. In prav to postaja ena ključnih nalog sodobnih knjižnic, ne samo, da se omogoča dostop do informacij, ampak da se zagotavlja tudi njihova zanesljivost, da so informacije preverjene, da so sledljive in predvsem dolgoročna uporabnost. Kazalniki v tem delu spremljajo predvsem odprtost, dostopnost in ponovno uporabnost podatkov ter digitalnih vsebin. Četrti steber je upravljanje. To je pomemben del programa in njegov namen je, da trajnostnost ne ostane samo neka obrobna dejavnost ali posamezna iniciativa, ampak postane del sistema vodenja. To vključuje pregled partnerstev, digitalizacijo samih procesov upravljanja, razvoj skupnega sistema kazalnikov ter komunikacijski okvir, ki povezuje zaposlene, uporabnike in tudi širšo javnost. Na ta način akcijski načrt trajnostnost umešča v organizacijo in v njegovo realnost. Pomemben del tega so tudi skupni kazalniki spremljanja, ki omogočajo, da trajnostnost postane del rednega institucionalnega odločanja. Trajnostnost v programu razumemo kot horizontalno oziroma prečno temo. Prežema odprto dostopnost do storitev, razvoj kompetenc, premišljeno rabo tehnologije in sodelovanje med oddelki. Odgovorno delovanje vključuje prilagajanje prostorov, stabilne storitve, skupno rabo energije in materialov ter varovanje naše kulturne dediščine. Digitalne vsebine ostajajo pomembna dimenzija z merljivimi cilji in naš program NUK Zelena knjižnica hkrati odpira prostor za širši strokovni dialog v slovenskem knjižničnem prostoru z vsemi vrstami knjižnic. Za izmenjavo izkušenj, skupna priporočila in razvoj primerljivih praks. Pomembno vlogo imajo seveda tudi mednarodne smernice, predvsem IFLA, ki temu okviru dajejo dodatno strokovno in primerjalno težo. Zadnji prikaz zato povzema, kako se posamezni ukrepi programa povezujejo tudi s cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 in kako se trajnostnost v programu dejansko prepleta med različnimi področji delovanja. Naš akcijski načrt predstavlja prvi izvedbeni korak programa NUK Zelena knjižnica, sledimo našemu strateškemu načrtu NUK 2025-2029 in njegovo osrednje sporočilo je preprosto. Trajnostno znanje ni ločen projekt, ampak postaja način delovanja knjižnice.
in hkrati podlaga za nadaljne sodelovanje z zaposlenimi, uporabniki in širšim knjižničnim prostorom. To mi razumemo kot institucionalno zavezo, današnja predstavitev pa je predvsem odprto povabilo k dialogu. Hvala za pozornost.